Spoštovani kolegice in kolegi, dragi prijatelji, veseli me, da sem ob tej priložnosti tukaj med vami, veseli me, da ste spet obudili to lepo tradicijo druženja tukaj v senci, kjer se ta poletna vročina ne pozna toliko. Prej je Boris rekel, da ste delali za vreme, še malo preveč mogoče, ne? Naslednjič kako stopinjo manj, ampak še vseeno za takšno druženje je to poletno vreme v redu in nadaljujte to tradicijo. Večkrat se zberemo skupaj, večkrat imamo priložnost, da tudi med sabo izmenjamo misli in stališča, bolj bodo ta jasna in močnejši bomo. Torej, ni dovolj, da se družimo samo na družabnih omrežjih, na Facebooku in tako dalje. Marsikdo je nekaj časa mislil, da je to dovolj. Ni res, ne. Ni res, tisto je tudi potrebno, ne, v tem času, ampak takšna srečanja, kot je tole in tudi drugod po drugih regijah v Sloveniji, ki potekajo v tem času, so še kako potrebna. Mislim, da boste vsi odnesli lepe vtise in hvala vsem, Borisu in ostalim, ki ste to pripravili. Seveda, to naše druženje poteka v posebnem času. Če to ne bi bil poseben čas, bi na tem mestu končal ta nagovor, ker smo se zbrali predvsem zaradi druženja in, rekel, veselja. Tudi bi bilo verjetno bolj prijetno poslušati te krasne pesmi Valva Zorja. Ne pozna se in da imajo že 30 let za sabo, razen po kvaliteti, seveda. Ampak čas je poseben, no, iz dveh razlogov, zato mi dovolite še nekaj dodatnih stavkov. Zbiramo se v teh dneh po Sloveniji večinoma iz veselja zaradi tega, kar se je zgodilo pred 25 leti. Zaradi tega zgodovinskega dosežka slovenskega naroda, izjemnega dosežka, edinstvenega dosežka v, stoletni, tisočletni zgodovini Slovencev. In tisti čas pred 25 leti, pa tudi še kako leto prej, mogoče kasneje, je čas, ki predstavlja neko vezivo Slovencev, neko vrednostno središče. Čas, ki nas kot narod ne deli in ki dokazuje, da je narod lahko enoten tudi takrat, ko je politika razdeljena, samo če so pravi predlogi na mizi. Za to enotnost naroda imamo empirični dokaz, imamo rezultat plebiscita. Tudi za razdeljenost takratne politike imamo empirični dokaz, imamo glasovanje v parlamentu, ker je bilo treba pol to izglasovati. In ker je Demosova koalicija te odločitve sprejela včasih z enim, včasih z dvema, včasih s 3 glasovi večine. No, kakorkoli, Slovenci smo tudi po plebiscitu, 6 mesecev po plebiscitu, dokazali, da smo s tisto odločitvijo mislili resno. In to smo dokazali s pripravljenostjo, da odločitev, ko je bila samostojna Slovenija razglašena, tudi branimo. Še posebna zahvala vsem, ki ste takrat bili v različnih uniformah, v katerih ste Slovenijo branili. Vidim nekaj veteranskih obrazov tukaj, iskrena hvala tudi za nazaj, za tisti čas pripravljenosti za to, da Slovenijo obranimo, kar je uspelo. Slovenska demokratska stranka je nastajala pravzaprav z slovensko državo. Naše korenine so v slovenski pomladi in slovenska pomlad je tisti čas, ki je dal Sloveniji državo. Mi se temu nikoli ne bomo odpovedali. Veliko jih je že bilo v zadnjih 25 letih, ki so slovensko pomlad razglašali za mrtvo, ampak dokler je tukaj Slovenska demokratska stranka, slovenska pomlad nikoli ne bo mrtva. In dokler je tukaj samostojna Slovenija, bodo ti sadovi živeli. In to bo še dolgo. Upajmo, da nobeni generaciji v prihodnosti ne bo treba ponavljati tega, kar je bilo potrebno narediti naši generaciji pred 25 leti. Še posebej to upam danes, ko smo se zbudili v nek dan, ki je podoben včerajšnjemu, pa vendarle ni tak. Včeraj je neka druga država, bistveno večja od naše,
s katero pa smo bili skupaj v Evropski uniji, izglasovala, da bo to unijo zapustila. Mislim na britanski referendum. In Evropa danes ni več takšna, kot je bila leta 2004, ko smo vanjo vstopili. Pred nami je žal nek čas nestabilnosti in veliko trudov potrebno, da se vsaj večino stvari vrne v stare kolesnice. No in v teh časih, ki so pred nami, je Slovenija in slovenska država nekaj, kar dobijo dodaten pomen. Če je mogoče kdo v Sloveniji mislil, da po letu 2004, ko smo postali del Evropske unije, slovenske države pravzaprav ne potrebujemo več, da je tukaj NATO, ki nas bo branil, da je Evropska unija, ki nas bo hranila in tako naprej. Takšne stvari smo slišali. Danes te iluzije ni več. Danes te iluzije ni več. Nekaj, kar je bilo še pred par leti nepredstavljivo, je zdaj, upajmo, da se nikoli ne bo zgodil, ampak je tudi realen, možen, črn scenarij, se pravi, Evropska unija lahko tudi razpade. Šla je čez veliko kriz od svojega nastanka, ampak značilnost teh kriz, skozi katere je doslej šla Evropska unija, je bilo to, da pač ni bilo soglasja o tem, kako naprej, kako narediti naslednji korak. Zdaj se je prvič zgodilo in je bil zaradi tega nek zastoj v razvoju. Zdaj se je prvič zgodilo, da je narejen korak nazaj. Da ne gre zgolj za zastoj, ampak gre za korak nazaj, gre za to, da je ena od držav, in to ne katerakoli, ampak ena od največjih, Evropska unija zapušča. Zdaj, to bo imelo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne posledice in slovenska država je nekaj, kar mora ponovno stopiti v ospredje v teh časih. In Slovenija mora biti pripravljena na vse scenarije. So trije različni možni, ne bom vas s tem utrujal. Pred kako uro, 2 urama smo končali nujno sejo izvršilnega odbora stranke in potem smo tudi predstavili javnosti naša stališča. Do tega vprašanja so objavili na spletu in mogoče še v kakem drugem mediju. Tako da, kogar to bolj podrobneje zanima, naj si to pogleda. No, ampak 2 stavka o tem, zakaj v tem trenutku potrebujemo še bolj to, kar smo izglasovali pred 25 leti. Prišlo bo do novega razvrščanja znotraj Evropske unije. Lahko prišlo tudi do tega, da bo, oziroma ob tem razvrščanju, bo zagotovo v prvi fazi, na prvem mestu, bodo gospodarski kazalci, makroekonomski kazalci. Če se bo oblikovalo neko ožje jedro Evropske unije na osnovi evroobmočja in se bo to preurejalo, bodo tukaj ključni gospodarski kazalci. Torej, krepitev slovenskega gospodarstva kot, bom rekel, stebra slovenske državnosti je v prihodnjih mesecih za Slovenijo ključnega pomena. Če je doslej še kdo imel kakšne izgovore ali pa naštel razloge, zakaj te ali pa druge reforme tukaj še ne bi naredil, zdaj teh razlogov ali pa izgovorov ni več. Najkasneje do konca tega leta bi morala Slovenija oziroma mora Slovenija razbremeniti gospodarstvo, zmanjšati, bom rekel, stroške, še posebej obremenitev dela, ki so enormne v državi, odpraviti administrativne ovire za funkcioniranje gospodarskih dejavnikov, odpraviti ovire, ki preprečujejo tuje investicije v Sloveniji. En od glavnih ovir je pravna varnost. Naše sodstvo, ko gre za reševanje gospodarskih sporov, pa za zaščito investicij, ne funkcionira v realnem času. 4 leta je povprečni čas za rešitev gospodarskih sporov, v tem času podjetja propadajo, ljudje gredo na kant in jasno, kdo bo vlagal v državo, ker bo 4 leta čakal na to, da boš iztožil svoj denar, če ti ga nekdo ni plačal. Zdaj, to so zaviralci našega gospodarskega razvoja in če hočemo v
prihodnem razvrščanju znotraj Evropske unije spada v prvo kategorijo, to nujno potrebno odpraviti. Zdaj na drugem mestu, ko gre za vprašanje slovenske države, je krepitev naše obrambe. Pred nekaj tedni je predsednik države, ki je tudi formalni poveljnik slovenskih obrambnih sil, ugotovil, da je slovenska vojska v tako slabem stanju, da bi v primeru neke nevarnosti ne bila sposobna opraviti svoje ustavne vloge, se pravi učinkovito bran države. Zato je treba rapidno spremeniti, tudi če je potrebno, z uvedbo splošne vojaške obveznosti nazaj. Nekaj evropskih držav je to že storilo in mnogi o tem razmišljajo v teh razmerah, torej tudi Slovenija bo pač, kakorkoli je to po svoje nepopularno, morala storiti za to, da se pripravi na te nestabilne čase, ki so pred nami. Seveda Slovenija bo morala zelo resno vzeti svoje obveznosti v zvezi NATO. To severnoatlantsko zavezništvo danes ni nekaj nepomembnega ali pa nek strošek, je v teh novih razmerah še dodatno dejavnik stabilnosti. Z temi dezintegracijskimi procesi v Evropi je NATO faktor stabilnosti, ki je skoraj enako pomemben, kot je bil v času hladne vojne. Kajti ti procesi dezintegracije v Evropi bodo povečali možnost konfliktov na obrobju. Številne države, ki danes želijo Evropsko unijo, ki so včeraj mislili, da je to realen cilj, danes tega večinoma ne mislijo več. Ker če države odhajajo od nekod, potem je veliko vprašanje, ali se lahko takšna skupnost vsaj kratkoročno še širi. In marsikaj se je dogajalo na tem polju, žal tudi v naši neposredni soseščini, ker so nerešeni regionalni strateški problemi. In za primer najbolj črnega scenarija, če nočemo biti zgolj satelit kakšne velike ekonomije, v primeru, če Evropska unija razpade, bo razpadla na nekaj velikih držav, okrog katerih bodo krožili sateliti majhnih držav. To stanje bo seveda pogojeno predvsem z tem, na katere trge je kdo vezan, in vemo, na kaj je vezana Slovenija. Temu se je možno izogniti zgolj z tesnejšimi povezavami in sodelovanjem recimo v okviru Srednje Evrope, z Višegrajsko skupino, Avstrijo, mogoče tudi Hrvaško. Te povezave, na katere so mnogi v Sloveniji doslej gledali malo zaničljivo, so nujne za to, da bodo naši predlogi imeli večjo specifično težo, ko bo prihajalo do različnih scenarijev za preurejanje življenja v Evropski uniji. Torej, danes smo se zbudili v Evropi, ki je drugačna, kot je bila tista, v katero smo z referendumom stopili leta 2004. In to je tudi razlog, da izkoriščam to priložnost za nekaj več besed na to temo. Še veliko bo govora v prihodnjih dneh, tednih in mesecih. Slovenska demokratska stranka je danes na seji izvršilnega odbora izčistila pogled na to situacijo, oblikovala predloge in dali smo tudi pobudo, da se slovenska politika o poziciji Slovenije v tem novem času poenoti. Predlagali smo, kako, odprti smo tudi za drugačna mnenja, za druge predloge, za dopolnitve, ampak nujno je biti aktiven v teh časih, proaktiven. Ker če ne bomo, nas ne bo nihče opazil in na koncu bomo pristali tam, kjer bodo želeli drugi. Če samo kimaš, te nihče ne opazi, ali pa še posebej, če samo kimaš, te nihče ne upošteva in opazi, moraš imeti lastno pozicijo, lastne predloge in Slovenija je to pač sposobna. Bilo bi zelo, žalostno, če bi recimo naslednje leto, ko se bomo računam spet zbrali tukaj, ob 26. rojstnem dnevu samostojne Slovenije ugotavljali, da se je okolje okrog nas tako spremenilo, da tudi 7. hitica Prešernove Zdravljice, ki
jo pojemo kot slovensko himno, čeprav v ustavi piše, da je himna celotna Zdravljica. Ne drži več, ne. Bilo bi zelo žalostno, če bomo takrat ugotavljali, da ne drži tisto, ne urakle so se te mejak. Ampak v nestabilnih razmerah se lahko zgodi marsikaj. Evropska unija je bila ustanovljena ne zgolj zaradi blaginje njenih, prebivalcev tega kontinenta, zaradi enotnega trga in tako naprej. Evropska unija je bila ustanovljena kot mirovni projekt po dveh velikih morijah v prejšnjem stoletju, ki sta trgali evropski kontinent in povzročili skupaj na stotine milijonov žrtev in drugih posledic. In zaradi tega je to, dragocena pridobitev in mora biti Slovenija proaktivna, da se jo obdrži, hkrati pa mora biti seveda pripravljena na različne scenarije. Da Slovenci to zmoremo, da znamo kot narod stopiti skupaj in odgovoriti na izzive časa, pa če so ti tudi zelo zahtevni, kot so bili pred 25 leti, to vemo. No in iz tega spoznanja, iz tega svetega časa, iz tega vrednostnega središča slovenskega naroda, lahko tudi zdaj črpamo navdih za te izzive, ki so pred nami. Zdaj toliko, spoštovani prijatelji, opravičujem se, vidim nekaj zelo zaskrbljenih obrazov. Delali bomo na tem, da vsi skupaj, da se ti najbolj črni scenariji ne uresničijo. Je pa vedno tako, da bolj si pripravljen na najhujše, manj je verjetnosti, da se zgodi. Zato je treba biti pač tudi na te stvari pripravljen. Želim vam še naprej prijetno druženje tukaj v tem hladu, v tem vročem dnevu in v dnevih, ki prihajajo, da vam želim ponosno praznovanje 25. rojstnega dne samostojne Slovenije. Svoboda Sloveniji, naj živi Slovenija!